Pozdravljeni v oddaji Ambienti. V tokratni oddaji vam bomo pokazali mansardo, v kateri sta si arhitekta zasnovala svoje udobno in svetlo stanovanje in dom simpatične družine, ki v ljubljanskem Nebotičniku živi že dobrih 25 let. Sto let stara stavba je bila prvotno gospodarski objekt kmetije, hlev in senik. Konec 70. let prejšnjega stoletja je bil objekt v celoti prenovljen, njegova namembnost pa spremenjena v stanovanjsko enoto. Pred 7 leti so mansardo predelali v dom za mlado družino. Na praznem podstrešju sta arhitekta Nina in Matevž Granda zasnovala udobno in svetlo stanovanje. Edinstven pečat mu dajejo stari tramovi in strešna terasa, ki povezuje mansardo z okolico. Stavba, v kateri se nahajamo, je starejša, že nekajkrat obnovljena. Prvotna namembnost stavbe je bila nekoliko drugačna, kot je danes. Ja, tako je. Stavba je bila zgrajena pred približno 100 leti in prvotno je bila to del stavbe stanovanjski, drug del gospodarski. Tukaj je bila vrtnarija mojih prednikov. Stavba je bila potem kasneje prenovljena v 70. letih, da je postala v celoti stanovanjska in mansarda, kjer se nahajamo zdaj, je bila pa do pred 7 leti neizkoriščena. Je bila naselitev tega dela praznega poseben izziv za vaju kot arhitekta? Ja, midva sva iskala eno dobro rešitev za najin stanovanjski problem takrat pred 7 leti in to se je nekako ponudilo kot dobra priložnost in hkrati tudi arhitekturni izziv. Šlo je tudi za najin prvi skupni arhitekturni projekt, tudi to je bil na nek način izziv, ampak se je izkazal kot eno zelo zanimivo in plodno sodelovanje, tako da vsi izzivi so nekako končali kot v nekih dobrih rešitvah, ki še zdaj funkcionirajo. Omenili ste, da je bil prostor nedostopen, se pravi, ste verjetno morali najprej ta problem rešiti. Tako je, ja. Prej je bila hiša povezana s spodnjimi prostori tukaj na sredini tlorisa, mi pa smo seveda hoteli zagotoviti svoj dostop, kar je pomenilo zunanje stopnišče. Stopnišče smo zgradili kot lahko jekleno konstrukcijo, tudi da volumensko ne preglasi obstoječega objekta, da deluje čim bolj lahkotno, tudi čim bolj enostavno, da zagotovi funkcijo prehajanja med nivoji. Osrednji prostor ima impozantno višino, poseben čar mu dajo te odlično ohranjeni leseni tramovi. Naju je ta stara konstrukcija navdihnila, želela sva jo imeti vidno, ker je zanimiva, ker pač govori o tem, kako je streha sestavljena, kako je tole les material, ki je star 100 let, v bistvu, ne, pa je zdrav, je kvaliteten in sva to želela pokazati, s tem živeti. Ne. Ja, se mi zdi, da je vedno na vseh področjih življenja dobro kombinirati neko tradicijo z drznostjo in prihodnostjo. Ta zasnova je bilo res neko igrišče za naju, kjer sva se totalno prepustila vsemu. Če delaš za zunanjega naročnika, si seveda bolj pazljiv, upoštevaš njegove želje. Tukaj sva pa si privoščila kakšno rešitev, ki si jo sicer morda ne bi. Kar se tlorisa tiče, je bil koncept v ozadju ta, da 8 ur svojega časa prespimo, 8 ur delamo in 8 ur imamo prostega časa in tudi v tem razmerju je potem nekako tloris razdeljen, to se vidi iz tlorisa in iz prereza, ne, da je 1/3 površin namenjena spanju, 2/3 pa bivanju in drugim dejavnostim. To stanovanje je svetlo, zračno, je pa tudi posebno po svoji formi, no, po volumnu. In se mi zdi, da ta belina, ki se nadaljuje tudi po tleh, kar v redu poudarja ta razgiban volumen. Da morda ga niti ne bi bilo smiselno prekinjati z nekim drugim materialom ali pa barvo. Stanovanje je z zunanjim stopniščem povezano z vrtom, kljub temu pa sta arhitekta že pri načrtovanju začutila, da si želita več stika z okolico. Zato sta si na južnem delu omislila strešno teraso. Steklena vrata, ki povezujejo stanovanje s teraso in strešna okna v mansardo prepuščajo obilo naravne svetlobe, ki spodbudno vpliva na zdravje, bivanje pa je prijetnejše.
Danes preživimo 90% časa v notranjosti. Pojavil se je že izraz indoor generation, kar v bistvu opisuje točno to naše preživljanje časa v notranjosti. In zato moramo poskrbeti, da imamo v teh notranjih prostorih, tako v službi, v delovnih in doma, v domačem okolju, veliko naravne svetlobe in tudi možnost zračenja in dostopa svežega zraka. Tukaj bi omenila še dva parametra, ki sta pomembna za nekako kontroliranje, recimo temu, kakovosti zraka v notranjosti. Eno je količina zračne vlage. Priporočljivo je, da je ta med 40 in 60%. S tem, da po zimi, ko je zunaj hladno, je recimo maksimum priporočen 45%. Drug parameter kakovosti notranjega zraka je pa CO2, ki vpliva na koncentracijo. Vsi vemo, da ko smo dolgo časa v nekem prostoru, pa posebej, če je več ljudi, že avtomatsko sami uporabimo, dajmo odprimo okna, da dobimo več kisika. Ali obstajajo kakšna pravila oziroma predpisi, ki določajo, kakšna mora biti površina oken glede na tlorisno površino? Tako je. V Sloveniji veljajo minimalni tehnični predpisi, ki določajo, da mora biti okenskih površin za 20% glede na tlorisno površino prostora. To govorimo o minimumu, to niso priporočila ali povprečje. Če dam primer, v enodružinski hiši, otroška soba recimo, ki ima 3x3 metre površine oziroma to je 9 kvadratnih metrov, bi to pomenilo 1,8 kvadratnega metra okenskih odprtin. To je v današnjem času velikokrat eno okno oziroma balkonska vrata, recimo, ta tako imenovani francoski balkon, ki je 1x2 metra in to pomeni 2 kvadratna metra, vendar ti predpisi upoštevajo še nekaj, da se v to površino šteje vse, kar je nad 50 cm od tal. In v takem primeru bi ta soba v bistvu imela samo 1,5 kvadratnega metra in je podhranjena z naravno svetlobo. Zakaj to sploh poudarjamo in izpostavljamo? Po izkušnjah iz sejma Dom nekaj tednov nazaj so nas obiskovalci v bistvu veliko spraševali ravno o tem, koliko okenskih površin v kakšen prostor dati in tudi kako jih razporediti. Dejstvo je, da je faza načrtovanja zelo pomembna. V bistvu preden imamo svojo hišo, že moramo vedeti, kako se bomo v njej obnašali, kaj bomo počeli, kje bomo kaj počeli, kje bo kuhinja, kje bo pult, do zadnje vtičnice v bistvu moramo vedeti, kar ni lahko. In glede na ta naš način življenja v bodoči hiši si moramo tudi okenske površine postaviti. Kako je pa z razgledi skozi okno? Poleg naravne svetlobe in zračenja je pomemben vidik tudi razgled skozi okna. Tukaj imamo v bistvu 3 komponente razgleda. Prvi je širina horizontalnega vidnega kota, se pravi, koliko vidimo v širino. Drugi je, kako daleč nam seže pogled brez ovir. In tretji je v bistvu, koliko plasti vidimo. Tla, horizont in potem nebo. Če ponovno ponazorim s primerom, hiša na hribčku ima razgled, neoviran pogled na okolico in takšna je veliko bolj zaželjena in več vredna kakor čisto enaka hiša v strnjenem naselju, kjer pogled zakrivajo drugi objekti. Prav zato je pri postavitvi okenskih površin pomembno, da razmišljamo tudi o tem, da jih damo na takšno višino, da omogočajo vse te 3 komponente razgleda. In to velja tako za vertikalna okna, kakor tudi strešna. In pri strešnih oknih bi tukaj dodala še eno zadevo, namreč, ko postavimo strešno okno na takšno višino, da nam omogoča ta razglede, je veliko bolj priporočljivo odpiranje z ročico zgoraj. Pri podjetju Velux ste si zamislili sodoben pristop k načrtovanju osvetlitve mansarde? Da, tako je. Od februarja letos imamo na voljo aplikacijo za mobilne telefone, ki omogoča posamezniku, da si izriše svoj prostor in ga v nekaj minutah potem tudi dobi nazaj na telefon kot render, kar pomeni v bistvu, da računalnik zgenerira cel njegov prostor v sliko, ki je na voljo v 360-stopinjski tehniki. To pomeni, da se lahko zasučeš, pogledaš okrog, vidiš vse, kako je v tem prostoru. Še več, v bistvu lahko se uporablja tudi z 3D očali. Vse to z namenom, da bi uporabniki že v fazi načrtovanja skrbno premislili in pravilno postavili okenske odprtine. Vhod v mansardo družine Granda je zasnovan kot inovativen hibridni prostor, ki združuje kurilnico in garderobo. Posebnost je tudi to, da v stanovanju ni hodnikov.
V izogib hodnikom smo tudi naprimer, prehod na WC pa v spalnico rešili s tem majhnim prostorčkom, kjer se tudi vidi del stare konstrukcije. In pravzaprav ne deluje kot hodnik, ne po kvadraturi, ne po neki atmosferi, ampak deluje kot ena dodatna igra, nek vic, anekdota v prostoru, hkrati pa zelo dobro zadosti svoji funkciji. Kako pa sta bila usklajena z načrtovanjem notranje opreme? Celoten projekt je bil zelo nizkocenovni, tako da so tukaj tudi bila naprej usklajena. Kuhinja je predvsem morala biti funkcionalna, ne? Sledila je temu konceptu beline. Nekaj kosov opreme sva sama izdelala, recimo omara knjižna, mizica v dnevni sobi je tudi moje delo, nekaj luči sva sama oblikovala, stole sva nabrala recimo v starinarnicah, ne, kjer so različni, vsak je drugačen, vsak ima drugo zgodbo tudi. Ja, pri opremi je veliko enostavnih rešitev, kot recimo zavesa v spalnici, ki rešuje garderobno nišo, kar se pa izkaže zelo dobrodošlo pri otrocih, ker se igrajo gledališče in uporabljajo zaveso za svoj oder. So projektirala stanovanje, sva imela prvega otroka na poti, kmalu za prvim je prišla druga hčerka in pred letom in pol se nam je pridružil še tretji član, oziroma peti član družine, tretji otrok. Tako da smo postavljeni zdaj pred izziv, kako v tem tlorisu funkcionalno prilagoditi novi situaciji, ampak tukaj tudi malo že to fleksibilnost, mogoče kako bomo zamenjavo spalnih prostorov pridobili pač to površino, večjo površino za otroka, ki je potrebna, in manjšo za naju. No, predvsem pa ta višina tukaj dopušča še neke dodatne prostore in že spet dodatno igranje, tokrat po vertikali, ne po horizontali. Kako vidva kot arhitekta gledata na razvoj arhitekture v Sloveniji? Na to vprašanje je zelo težko odgovoriti, ker je zelo široko, ampak skozi najino delo se srečujeva z produkcijo slovenske arhitekture in tudi širše. Sva namreč ustanovila pred leti revijo Outsider. Naj navdušuje to, da je v Sloveniji veliko arhitekture, ki je zelo dobra, in se ta nivo tudi zvišuje, ne? Kot arhitekta sva seveda insiderja v arhitekturi, ampak je pa arhitektura sama tako neločljivo vpeta v toliko različnih pogledov bivanja, posega in v neko širšo kulturo, kot tudi v gospodarstvo, da če si res arhitekt, si sigurno outsider v smislu, da posegaš izven svoje primarne stroke. Arhitektura je eno področje, kjer je v Sloveniji veliko presežkov, še več pa je tukaj področji enega neizkoriščenega potenciala. Ta potencial je neizkoriščen malo zaradi zakonodajnih težav, zaradi političnih omejitev. To želimo tudi z delom pri Outsiderju nekako po lastnih močeh spreminjati na bolje. V nadaljevanju si bomo ogledali stanovanje v Nebotičniku, ki je bil ob odprtju najvišja stavba v Srednji Evropi in do druge svetovne vojne najvišja na Balkanu. V temeljni kamen ljubljanskega Nebotičnika je vrezan verz Otona Župančiča, da naše zrnje bo imelo leho in nam bo letina pod varno streho. Anja je obiskala prijetno družino, ki živi pod to varno streho v Nebotičniku. Lastnika sta že od nekdaj želela stanovanje v ožjem mestnem jedru, tako se je družina preselila pred leti iz novega bloka v to stavbo iz prejšnjega stoletja. Nahajamo se v nekoč najvišjem objektu naše prestolnice, v Nebotičniku, ki je bil zgrajen v 30 letih prejšnjega stoletja in je temeljito zaznamoval ljubljansko mestno veduto.
Oče Nebotičnika, znameniti ljubljanski arhitekt Vladimir Šubic, je bil poznan predvsem po svojem navdušenju nad Ameriko in po spremljanju vseh tehnoloških novosti v gradbeništvu. Ves čas gradnje si prizadeval za skrbno uporabo vseh tehnoloških novosti. Vodili sta ga predvsem natančnost in pa varnost. Upošteval ju je tako temeljito, da je bila zgradba ob koncu gradnje kar 20krat bolj varna, kot je predpisoval takratni zakon. Danes pa bomo obiskali simpatično družino, ki v Nebotičniku živi že nekaj več kot 25 let. Gospa Gaber, povejte mi prosim, kdo vse živi v vašem gospodinjstvu? Tukaj živimo dve hčeri, moj mož in jaz. Tretja hči, Hana, se je že pa pred 2 letoma odselila na svoje. Imamo pa še 2 družinska člana, to sta naša 2 Salukija, Dimni in Soraja. Ampak redko smo samo mi doma. Lokacija je taka, da pravzaprav vabi še druge, da pridejo sem gor, če so prijatelji slučajno v centru, se zelo radi oglasijo. Potem pa že od nekdaj so k nam hodili prijatelji otrok in to počnejo še danes. Pridejo po knjigo, pridejo po kulturo, pridejo poslušati glasbo, pridejo kaj pojesti in vrata imamo odprta vedno in za vsakogar. Pred 25 leti ste se preselili iz novozgrajenih blokov v Trnovem, tukaj v Nebotičnik. Zakaj? Kaj bo botrovalo tej odločitvi? Z možem sva si že od nekdaj želela živeti res v strogem centru mesta, zaradi najine navezanosti oziroma najine želje po kulturnem in družabnem življenju, ki je v Ljubljani seveda lahko zelo pestro. Potem pa že od nekdaj sva zbirala stare antikvarne kose, ki so bili za tamkajšnje stanovanje seveda prevelike, ampak imela sva željo, da jih bova nekoč umestila v nek ustrezen prostor in po 2 letih iskanja sva ta prostor tudi našla, zaljubila sva se takoj v to stanovanje in poleg starih kosov pa sva zbirala tudi ves čas umetnost, ki tukaj res lahko zaživi. Za stara stanovanja je značilno, da imajo ponavadi vsaj en hodnik, ki pa ga tukaj pri vas ne opazimo. Je recimo bil tloris spremenjen v času prenove ali bil prvotno že tak? Tloris smo spreminjali 2krat in prvič, ko smo prišli, je tukaj res obstajal 26 kvadratnih metrov velik hodnik in ogromno majhnih sob in niš. To smo spremenili tako, da smo stanovanje osvetlili z obeh strani in združili kuhinjo, jedilnico in bivalni prostor, kar ustreza našemu načinu bivanja. Prav tako smo potem še enkrat spremenjali tloris, ko se je povečala družina in so otroci zlasti v času pubertete potrebovali svoje intimne prostore. Skratka, vam je bilo v bistvu pomembno, da je prostor čim bolj odprt, da je čim več svetlobe, čim več pretoka nekako. Točno tako, ker tako živimo, odprto in svetlo. Kaj pa na primer stavbno pohištvo? Oken vam po vsej verjetnosti ni bilo dovoljeno menjati, ne? Res je, stavba je spomeniško zaščitena in kar se tiče zunanje podobe, mora ostati nespremenjena. In tako imamo mi še vedno okna iz 30 let, ki zelo dobro funkcionirajo, omogočajo različne načine odpiranja in zračenja, vendar ne tesnijo tako dobro. Ampak to niti ne moti, ker je stavba res tako vrhunsko zgrajena, tako da zvočno recimo to netesnenje oken ne vpliva na tišino v stanovanju, ki je res tišina v središču mesta. Vrhunska kvaliteta bivanja, lahko rečemo. Ja, stavba je vrhunsko narejena in res omogoča individualnost bivanja. Je narejena na način kletke in v stanovanju imamo samo 2 stebra, ki sta nosilna stebra, vse ostalo pa lahko modificiramo po svojih željah. Če vaše stanovanje že samo na hitro prešinemo s pogledom, lahko opazimo, da je zelo svetovljansko, eklektično, različni slogi pohištva iz različnih obdobij. Ste stanovanje opremljali sami ali ste imeli kakšno pomoč mogoče? Čisto v začetku je zasnovo naredila arhitektka Alenka Ivančič, sicer pa sva z možem opremljala sama. Upoštevala sva prvič historični vidik, se pravi, ta se tiče predvsem izbora pohištva, manj umetnosti, kjer sva skušala umestiti v stavbo pohištvo iz 30 let, torej Art Deco, in to počneva še zdaj. Drug vidik pa je ta najina vpetost v retroavantgardistično umetnost, kjer konceptualno zbirava dela slovenskih in jugoslovanskih umetnikov, ki so delali, ustvarjali po zgledu ruske avantgarde.
No in prej sem omenila, da veliko mladih ljudi prihaja k nam, veliko teh ljudi je pa tudi najinih prijateljev, tako da smo tukaj gostili vse člane skupine Irvin, Ivana Kožariča, Mladena Stilinoviča, Jadrana Adamoviča, Raša Tudosjeviča, mislim, res vso retro avantgardo. Zelo zanimiva pa je tudi vaša kuhinja. Ste jo zasnovali sami ali ste imeli kakšno pomoč? Tukaj smo imeli pomoč. Kuhinjo je zasnovala moževa hčerka Petra, ki je bila takrat še študentka arhitekture, zdaj pa arhitektka Petra Gaber Jovanovič in ima tudi svoj biro skupaj z možem. Kuhinja je zelo funkcionalna, čeprav se morda ne zdi na prvi pogled, ker je toliko nekih detajlov, ampak jaz sem Prekmurka, zelo veliko kuham, veliko pečem in ta kuhinja mi omogoča, da to počnem. V vašem stanovanju je pa tudi kar nekaj zanimivih detajlov, od orientalskih preprog, zelo zanimiva miza v dnevnem prostoru. Gre za kupljeno pohištvo ali je podedovano ali kaj podobnega? V bistvu je oboje, večino pa sva z možem kupila. Preproge so iz Kuvajta, nekaj časa smo živeli tam, ko so bili otroci še majhni. Neka najlepša stvar, ki sva jo pa prinesla iz Kuvajta, ki nama veliko pomeni, pa je tale miza, orientalska, verjetno kitajskega izvora. Na njej sta dva zmaja, ki čuvata perlo življenja, napadajo pa jo druge živali, merjasci, levi, tigri. In te dva zmaja predstavljata dobro, plemenito v človeku, medtem ko so ostale živali zle sile, negativne sile in nizkotne sile v človeku. Kar se podedovanega tiče, jaz sem iz Prekmurja in v zakon sem prinesla baročno ogledalo in naslonjač z Soboškega gradu. 43. leta je namreč grof Sapari, ki je imel tam grad, ob kapitulaciji Madžarske pobegnil, predtem pa je razprodal skoraj vse pohištvo in nekaj tega je kupil stric mojega očeta, ki je bil takrat soboški kavarnar. Omeniti moramo tudi jedilnico v slogu Art Decoja. Pri izdelavi je uporabljen poseben furnir makasar, ki so ga izjemoma uvažali in je bil značilen prav za Art Deco. Sicer pa gospa Gaber pri dekoriranju stanovanja rada uporabi tudi dober kič. Sem prav gotovo spadajo leopardi, ki jih je videti po vsem stanovanju. Vrhunec kiča pa je po njenem mnenju zavesa v dnevnem prostoru, ki jo je ustvarila sama. Pred dobrimi 15 leti je bila ta zavesa eksponat na njeni razstavi, na kateri se je ukvarjala predvsem s tezo, da umetnost, kadarkoli jo naredimo uporabno, postane kič. Takrat je poleg zavese razstavljala tudi torbice, šopke in pecivo v obliki maličevih krogov in križev. Zelo zanimiva pa je tudi vaša kopalnica, ki je opremljena v orientalskem slogu. Je to nek prostor, recimo, kjer si lahko privoščite popolno sprostitev? Kopalnica je za nas res neke vrste zatočišče, spa, kjer imamo svoje rituale in od nekdaj je bila polna dobre energije. Zasnovala jo je arhitektka Alenka Ivančič, ki je živela v Iranu in je imela pravzaprav posluh za to našo nostalgijo po arabskem svetu. Mnogokrat so v njej snemali videospote in zdi se, da res privlači ljudi, ker je čudovita. Otroci so se kot majhni igrali tam z Lego kockami. Veliko stvari se pomenimo ravno v kopalnici, ki je nekako točka, kjer se vsi srečamo. Prej ste omenili, da se tukaj v Nebotičniku res odlično počutite, kot da bi v bistvu živeli na vasi, na obrobju mesta. Kaj ste mislili s tem? Ja, mi res živimo v zelo urbanem okolju, res v centru Ljubljane, ampak kar se pa družbenega in socialnega življenja tiče, smo pa kot da bi res živeli na vasi. Imamo zelo dobre odnose z ljudmi, ki niso zgolj v stavbi, ampak ki so nekje v okolici Nebotičnika. Naprimer, greš v Namo in te prodajalke poznajo po imenu. In v mladinski knjigi, naprimer, so otroke vsako leto že čakale knjige za naslednje šolsko leto. To so malenkosti, ki le kažejo, da nismo neke stalne stranke, ampak da smo si bliže. Bližina Tivoli je zelo pomembna za tako družino, kot smo mi, ki ima dva psa. No, psa pa pogosto vodimo tudi na Grajski hrib, kjer imava s Petro vrt, ki ga obdelujeva, to je aktualno zlasti poleti. Ampak nismo pa res samo na vasi, to urbano okolje pa omogoča našo vpetost v kulturo. Prideš na cesto in vsa kultura je na dosegu roke.
Se odločate za gradnjo ali prenovo? Si želite doma več udobja in večjo funkcionalnost prostorov? Vas zanimajo smernice pri notranji opremi? Na naši spletni strani www.tvambienti.si vsak dan objavljamo novice in nasvete z področja arhitekture, notranje opreme in urejanja vrtov. Hvala lepa za pozornost, imejte se lepo, uživajte in vidimo se spet prihodnji teden, ko si bomo ogledali stanovanje, za katerega so arhitekti prejeli nagrado za zasebni interjer leta, ter dom in vrt mladega para, ki živi v miniaturni hiški.